Ja, prav lepo pozdravljeni vsi gosti, gosti konzorcija predvsem, potem novinarji pa ostali prisotni. Veseli me, da smo se ponovno zbrali ob pozitivnem dogodku in veseli me, da vas lahko pozdravim v imenu vodstva UKC Maribor. Pomen znanstveno-raziskovalnega dela za terciarno inštitucijo, kot je UKC Maribor, je velik. Zato, ker pomeni razvoj in ta razvoj se vedno vrne nazaj našim bolnikom, zaradi katerih smo tukaj. Na žalost, za razvoj znanstveno-raziskovalnega dela potrebujemo precej virov, ki nam jih država tudi v terciarnih inštitucijah ne namenja toliko, kot bi mi želeli. Zato se moramo znajti na drugačen način in projekti, tudi evropski, so eden od možnosti, da pridemo do dodatnih sredstev, da lahko to dejavnost izvajamo. Potrebujemo seveda tudi dobro ekipo, to imamo in na tem mestu bi se rada zahvalila ekipi oddelka za znanstveno-raziskovalno delo, ki opravi veliko dela. Potrebujemo tudi motivirane ljudi, te moramo na žalost spodbujati in vzgajati. Mi na nivoju UKC Maribor trenutno pripravljamo strategijo razvoja znanstveno-raziskovalnega dela na nivoju inštitucije, ki jo potrebujemo za to, da bomo zagotovili stabilnost znanstveno-raziskovalnega dela, kar se tiče kadrov in tudi kar se tiče financ. Trenutno poteka v naši inštituciji 71 internih raziskovalnih projektov, to so projekti, ki jih financiramo iz lastnih sredstev in so namenjeni predvsem temu, da spodbujamo znanstveno-raziskovalno delo pri mlajših zaposlenih in da zagotovimo sredstva za to, da lahko naredijo doktorate. Zaradi tega, ker je za samo izvedbo doktorske naloge potrebno kar precej denarja. Poteka v naši inštituciji tudi 7 programov Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in 13 projektov te iste raziskovalne inštitucije na nacionalni ravni. Mi smo pri nekaterih od teh projektov vodilni partner, večinoma pa sodelujemo, na ta način dosegamo tudi to, da se povezujemo znotraj inštitucije same, potem tudi z medicinsko fakulteto Maribor in tudi z drugimi fakultetami univerze, pa tudi z nekaterimi podjetji. V tem trenutku poteka na ravni UKC tudi 10 evropskih projektov, katere smo začeli pridobivati predvsem zato, ker smo bili na projektih ARRS relativno neuspešni kot vodilni partner in nekako smo zdaj videli, da bistveno lažje pridemo do evropskega denarja, kot pa do nacionalnega denarja. Samo v lanskem letu mislim, da smo pridobili na novo 5 projektov, nekateri se pač vlečejo daljše časovno obdobje in eden od njih je tudi ta, ki bo danes predstavljen. Mi smo veseli, da smo tako uspešni, ker to je res uspeh glede na velikost naše inštitucije in tudi velikost naše države. Veseli smo tudi, da smo se uspeli včlaniti v Slovenian Research and Business Association, ki nas nekako dodatno, nam nekako pošilja možnosti za to, da se vključimo v dodatne projekte in pa seveda imeli smo tu predstavnike države, ki so nam nekaj povedali o projektih Evropskega raziskovalnega sveta. To je še ena v bistvu možnost pridobivanja evropskega denarja, za katero pa pravzaprav nismo naredili še nobene prijave, pa upam, da bomo v prihodnje tudi na tem segmentu uspešni. Od teh projektov, ki trenutno potekajo, smo najbolj uspešni na področju obzorij 2020 oziroma obzorja Evropa, imamo pa tudi 2 projekta norveškega finančnega mehanizma, enega smo predstavili pred 2 tednoma, pri ta drugem smo pa celo vodilni partner, na kar smo še prav posebej ponosni. En projekt, kjer smo bili vodilni partner CD Skills, smo zaključili lansko leto. Hvala lepa vsem, ki pomagajo, sodelujejo, se trudijo, raziskovalcem, ki prijavljajo te projekte in seveda gostom tega projekta, ki ga danes predstavljamo. Hvala lepa.
Najlepša hvala. In hvala vsem obiskovalcem ter novinarjem za obisk te tiskovne konference. Zahvaljujem se tudi vodstvu Univerzitetnega kliničnega centra, profesor Marčunovi in članom Centra za raziskovalno dejavnost za vso podporo, ki so nam ga dali za to srečanje, ki je drugo v sklopu srečanj tega projekta ICRIM. To je, kakor je profesorica že povedala, en izmed projektov Evropske komisije iz sklopa Horizon. Je projekt, ki združuje 9 držav, skupaj skoraj 30 različnih bolnišnic. Mi smo vodilna in koordinacijska bolnišnica za slovenske 3 sodelujoče, poleg nas sodelujejo še Izola in Jesenice. In celoten projekt govori o tem, da iščemo moderne digitalne načine, kako optimizirati delovanje urgentnega centra. Specifično en del projekta govori o tem oziroma izpolnjuje orodje, ki bi s pomočjo umetne inteligence zajem podatkov, medicinskih podatkov, ki jih pridobivamo, tako numerične podatke kot podatke, ki jih dobimo zdravniki z anamnezo, z pregledom bolnika, da bi umetna inteligenca jih lahko analizirala in potem pomagala predvideti, kaj bi bile pravilni ukrepi, bodisi pravilni ukrepi, kateri pacient naj bo hospitaliziran, kateri gre lahko domov in nekako optimizira naše celotno delovanje, pa tudi daje celokupno sliko oziroma povratno informacijo, kako kvalitetno obravnavamo paciente in s tem seveda, kje lahko izboljšamo zadeve, bodisi strukturno, bodisi na strokovni ravni. To je projekt, ki bo trajal 5 let, sedaj smo šele v 1. letu. Današnji sestanek je govoril o nekih tehničnih detajlih, kako v različnih državah opravljamo urgentno službo, kakšni so izzivi in kako se naj vse to zajame v ta model oziroma metodologijo delovanja umetne inteligence. Drugi steber govori pa še bolj specifično o organizaciji delovnih procesov v urgentnem centru. Zavedati se moramo, kakor smo že večkrat povedali, da obdelava pacientov v urgentnem centru postaja vse bolj kompleksna, pacienti so vse starejši, imajo vse širše in bolj poglobljene potrebe, tako da se prav tako s temi modernimi digitalnimi orodji želimo poslužiti temu, da bi bolje stratificirali, razdelili paciente, predvsem pa, da bi jim lahko dali oskrbo, ki jo na individualni ravni potrebujejo. Niso vsi pacienti v skupni vreči, ampak smo vsi na nek način specifični in z modernimi tehnologijami bi radi prepoznali te paciente in kakšne potrebe imajo. Nadejam se, da bomo odlično sodelovali z drugimi partnerji. Do zdaj smo navezali mnogo smiselnih stikov, izmenjali izkušnje in zdi se, tako da je profesorica rekla, mogoče pa vseeno z nekim pozitivnim preokusom v veliki Evropi se najde kar nekaj pameti in izmenjave izkušenj. Hvala. Well, first of all, thanks so much to have hosted our second in-person meeting of ICRIM in Slovenia. We are very happy to be here. And ICRIM is a very challenging project, actually. In few words, our aim is to make research possible even in emergency department. Indeed, in emergency department, it's almost impossible doing research. They treat too many patients per year to ask them to collect data for research purposes.
And the situation is that they have to rely on research, on evidence collected outside the place where they practice medicine. So the idea is to make research possible, even in this field. And the only way to do that is to collect data directly from the medical record they are using in their everyday practice. And so the aim of the ICRIM is to develop new solutions, mainly IT solution for collecting data from the electronic health records. We are developing different algorithms based on artificial intelligence who are able to interpret the notes they take on their patients and extract the information we need to do research. And this is a real important project, important aim, and we are very happy that the European Commission evaluate well, and so we were financed by the European Commission. This is one of the first projects within the Horizon Europe framework, and so we are particularly proud of that. And we have a great responsibility for the field of emergency medicine, who is orphan of research till now, apart from few university-affiliated centers that can rely on dedicated personnel and resources. Now we want to make research possible in every emergency department, disregarding the resource they have. We need to collect data from every department to increase the level and the quality of research in this field. So we are particularly happy to are here. This is the second face-to-face meeting, and it was very fruitful. And we also saw one of the most well-organized emergency department here in Maribor. So we have also to learn from you, and this is very important for the project and for us. Thanks so much, really. Hvala. Verno je minus. Vprašanje, izvolite. Come here, Gregor. Ja, torej ne bi se želel specifično dotakniti tega dogodka ali drugih, ampak umetna inteligenca tu ni mišljena v smislu končne odločitve glede zdravljenja pacienta. Umetna inteligenca je tukaj uporabljena predvsem kot podoblika neurolingvistično programiranje, podoblika umetne inteligence, ki bi se naučila v našem projektu celo slovensko, se pravi bomo računalnik dobesedno zasipali z številnimi stotinami slovenskih znanstvenih člankov in potem bi to orodje znalo razumeti naše zapise, ki jih zdaj dajemo v obliki teksta in iz tega pridobiti podatke ter smisel. In na podlagi tega bi potem to orodje znalo prepoznavati vzorce, na podlagi katerih se zdravniki odločamo in seveda posledično potem primerjati različno variabilnost in tudi opozoriti, kje bi bile nekako mesta za izboljšave. Tako da na nek način bi rad vse pomiril, to ne pomeni, da se bo robot odločal o samih odločitvah ali razlagal pacientu česarkoli, je samo orodje,
tako kot ste rekli, da bi na koncu se lahko zdravniki bolje odločali, predvsem pa se manj ukvarjali z samo administracijo, teksti, besedili, ampak bi lahko bil tudi zajem in dokumentacija podatkov lažja, ker bi to orodje znalo pripraviti predlogo, kako naj izgleda recimo odpustnica. In druga stvar, tako kot je dr. Bertolini povedal, ko bodo vsi ti podatki zajeti, je možno tudi spremljanje, analiza oziroma raziskave. In potem lahko pogledamo v podatke in ugotovimo, kaj je smiselno, kaj ni, kaj je bolje, primerjamo in predvsem spremljamo naše delo. Tako da je zadeva, se pravi uporaba te umetne inteligence, sedaj relativno v zelo tehničnem smislu, predvsem v tem, da se nauči slovensko in da nam zna potem smiselno ekstrahirati podatke in na koncu olajšati naše delo. Da bomo nekako bolje, z več informacijami, bolje osredotočeni na pacienta, se lahko odločali za pacienta, razložili, kaj je potrebno in tako naprej. Da, to je konzorcij skupaj, mislim, da 30 EDs, right? 30 urgentnih centrov, mislim, da okoli 10 iz Italije, ter mi okoli po Evropi, v 9 državah. Se pravi, mi smo združeni in vsi mi bomo prispevali podatke v to super mašino. Računalnik se bo moral naučiti, mislim, da 6 jezikov. In potem je na koncu ideja ta, da bi seveda vsi mi, ki smo razvijali ta orodja, dobili možnost, da bi to orodje potem implementirali pa v lastne hospitalne informacijske sisteme. Atrakcija oziroma nekako motivacija za mnoge od nas je, mogoče za nas niti ne tolikan, ker imamo vseeno, če tudi star, relativno zelo dobro funkcionalen informacijski sistem, tale Medis, čeprav je že kar nekaj let. Ampak vedeti morate, drugje po Evropi nimajo primerljivega. Pravijo kolegi, da so še vedno na papirju. Tako da je za nekatere bo implementacija tega orodja čez nekaj let, ko bo popolnoma razvito, dobesedno kvantni preskok, za nas pa nekako verjamemo, da je logična evolucija. Črpanje podatkov za potrebe raziskovalno-znanstvenega dela, kako do tega ne boste razvijali sistem, pa boste imeli bolj dva vzporednega, do tega ne boste mogli uporabljati? Ja, torej, super, hvala za vprašanje. Zdaj, kakor ste zdaj povedali oziroma opozorili s tem komentarjem je, da to očitno je prihodnost, v tej smeri se gre. Urgentni centri so pač neko specifično okolje za svojo specifiko, predvsem kompleksnosti delovnih procesov in odločitev. Danes dopoldan smo imeli samo 30 slajdov, preglednic, puščic, od kam gre pacient, kam, kje se vrne, kaj se naredi naslednje. Tako da se ne bojim, da bi prevelika, bom rekel, preveč različnih orodij k temu škodovalo. Poleg tega pa, kolikor vem iz tehničnega vidika, je to odprtokodni projekt, tako da je mišljen, da se bo inkorporiral v različne informacijske sisteme, ker se bo moral, se pravi najprej v teh 30 centrih, ki smo jih razvijali, nato pa je nenazadnje grant bil pridobljen za to, da bi se lahko razširilo po Evropi. Kajti kot rečeno, razvoj urgentne medicine v Evropi je zelo heterogen, problemi, izzivi so bolj ali manj zelo podobni, tehnične zmožnosti, ki pa jih imamo, so zelo različne in to bi nekako celotno evropsko polje
verjetno lahko spravilo na višji skupni imenovalec.